Glede današnje interpelacije, kaj torej pričakujete, kakšna rezultat napovedujete? Pričakujemo podobno kot pri ministrici Simoni Kustec Lipicer. To pomeni, da bo minister Janez Cigler Kralj ostal na svoji poziciji in da bo svoje delo še naprej tako uspešno kot doslej opravljal do konca mandata. Kaj pričakujete od poslancev Desusa? Opozicija namreč pravi, da so prav oni tisti, ki bi se morali boriti za upokojence, ergo podpreti to interpelacijo. Saj to je pravzaprav ključno vprašanje, na katerega zelo rad odgovorim. V prejšnjem letu in vključno do letošnjega 11. januarja so upokojenci poleg rednih pokojnin dobili dodatnih 540 milijonov evrov. Zakaj? Zato, ker je treba Desusu priznati, da se konstantno bori za upokojence, ampak največ dosežejo, ko so v naši družbi. To je dejstvo in številke na to tudi kažejo. In dokler je bil Desus v koaliciji, je bil spoštovanja vreden koalicijski partner in smo dejansko sledili tudi njihovim zahtevam, ne nazadnje tudi z ustanovitvijo Nacionalnega demografskega sklada. Priznam, da poročilo Računskega sodišča glede nabav zaščitne opreme v poslanski skupini še pregledujemo. Mi ga bomo obravnavali na eni od naslednjih sej poslanske skupine. Najbrž pa razumete, da smo šli najprej pogledati, kakšna so priporočila oziroma karkoli že glede Ministrstva za obrambo, ki je bilo tudi revidiranec. In z zadovoljstvom ugotavljamo, da Računsko sodišče Ministrstvu za obrambo in tudi Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ni naložilo odzivnega poročila, niti ne popravljalnih ukrepov, niti ni izdalo kakšnih posebnih priporočil. To je neko naše zadovoljstvo, je pa tudi logično. Zakaj? Zato, ker je dejansko Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike za zaščito in reševanje praktično se že sproti odzivala. Tukaj želim spomniti, da je prav Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vlado pripravilo prenovljeni državni načrt za reševanje in zaščito v času epidemije oziroma pandemije, kar je vlada potem julija lansko leto tudi sprejela. Namreč prejšnji načrt enostavno ni bil uporaben in to dejansko kaže v globalo tudi na to, da naša država v nekem mirnodobnem času relativno dobro funkcionira, ko pa se nekaj zgodi, kot recimo pandemija, pa nas to vrže s tečajev. In tudi temu bo namenjena debirokratizacija, kateri smo se zavezali. Ampak glavnino dela je opravil MGRT na eni strani in Zavod za blagovne rezerve na drugi strani in tukaj pa je kar nekaj očitkov strani Računskega sodišča in priporočil. Še enkrat v detajle, sam poročila še nisem imel priložnosti prebrati. Naša pozicija, naše stališče je pa tu vedno enako. Če se ugotovijo nepravilnosti, to seveda morajo ugotoviti organi, ki so za to pristojni, in če do teh ugotovitev pride, potem morajo odgovorni tudi odgovarjati. Če se smejo samo mečken vrniti, glede so se niste mi odgovorili, kaj od njih danes pričakujete? Od njih danes pričakujem, če bodo se racionalno odločali, zavrnitev sklepa, da mora Janez Cigler Kralj zapustiti ministrsko funkcijo. Morda samo še glede poročila, to je del interpretacije. Je pa seveda tudi Ministrstvo za obrambo vključeno v to družbo o Ministrstvu za zdravje Vladi Republike Slovenije, ki naj bi pri tej nabavi zaščitne opreme ravnali netransparentno. Vsaj v sklepu se da tako prebrati. Še enkrat in tretjič, jaz poročila še nisem preštudiral, zadovoljstvo pa je in za nas je zelo pomembno to, da Računsko sodišče ni naložilo MORS-u niti URSZ-ju odzivnega poročila, niti ne popravljanje ukrepov, niti ni dalo nekih posebnih priporočil. In to je za nas, za ta trenutek, za danes zadeva, ki jo z enim zadovoljstvom sprejemamo. A lahko komentirate še napoved Marjana Šarca o ustavni obtožbi premierja Janše?
Zdaj, to je zgolj napoved, dokler dejansko te ustavne obtožbe tudi ne vidimo na papirju, nima smisla komentirati, nima smisla izgubljati energije. Bilo bi pa bolje, da se slovenska politika usede za isto mizo. Upam, da bo gospodu Marjanu tretjič to uspelo, če bo še tretjič povabil predsednik republike slovenski politični vrh za isto mizo. Upam, da se bo zresnil in da bo za to mizo tudi prišel in da tam skupaj sprejmemo neke odločitve, ki bodo dobre za naše ljudi, ker nas čaka izjemno zahtevna naloga, kako iz epidemije preiti v neko novo normalnost. Ta prehod bo izredno zahteven, tako za gospodarstvo, kot slehernega državljana in državljanko. In tu potrebujemo dejansko Aristotelovo načelo, da se moramo ljudje med seboj pogovarjati, sicer smo podobni živini na paši.